otroke pravljico napiše, kdo je to? Bojčo Trojč. Pesmi poje, šali se in riše. Bojčo Trojč. Čokolado noro obožuje, ne uboga, nikdar noče spat. Mica pomočnica se huduje, ti pa reci. Bojčo Trojč. Kaj ste rekli? Bojčo Trojč. Hej, otroci, kako ste kaj? Midva z Mico pomočnico sva odličnega počutja. Kaj ne, Mica? Ja, Bojčo Trojč, kaj bomo pa danes počela? Danes vam bom povedal zgodbo o dveh polžih, ki sta tekmovala v teku. Eden je imel črno, drugi pa progasto hišico. Ja, Bojč, polži so pa res hitri. Ne vem, a niso? Hitri so zajec, gepard in gazela. Se rečemo, da je nekdo hiter kot gazela. Saj res. In za počasne ljudi rečemo, da so počasni kot polži. Ampak kaj se je pa potem zgodilo s temle polžem? Poglejmo posnetek. Ne vem, kaj mu je, morda je spet čudežni napoj za hitrost. Ali pa s temle polžem, še to si poglej. Bojč, ti si pa res otroč. To je vendar risanka. Bojčo Trojč. Polža iz naše zgodbe sta tekmovala do zadnje kaplje sluzi. Sluz. Saj ti imaš rada sluz, ves čas se igraš s sluzjo. To je slaj, ne pa polžja sluz. Polži potrebujejo sluz zato, da se premikajo, da po njej drsijo. Povedal vam bom torej zgodbo o dveh polžih, ki sta tekmovala v teku. Oba udeleženca teka smo povabili v naš studio, vendar se črni ni odzval, saj je še vedno v bolnici. Zakaj je v bolnici? O tem izveste v naši zgodbi. Progasti pa je še preutrujen, da bi pridrsal do našega studia. Vendar ga imamo na telefonu. Se slišimo? Da? Aha, tukaj je. Pozdravljen, dober dan, gospod Progasti. Kako se počutite? Dober dan, Bojčo Trojč, dober dan, otroci. Še vedno sem utrujen in skrbi me za mojega sotekmovalca, ki so ga zaradi vročinskega udara odpeljali v bolnico. Upam, da bo s črnim vse v redu. Zdaj gotovo bo, zanj skrbijo najboljši zdravniki. Če me zdaj gledaš, stari prijatelj moj, ti želim, da bi čim prej okreval. Tudi mi ti tega želimo, črni. Kaj ne, Mica? Kaj ne, otroci? Zgodbo, ki vam jo bom povedal, je ilustriral moj prijatelj Ostap, ki ima 8 let. Še prej pa si bomo pogledali fotografijo enega od gledalcev tekme. Progasti, poglejte si to fotografijo, tamle vas je fotograf ujel prav v trenutku, ko ste imeli kar lepo prednost. Kar kaplja od mene. Takole se je zgodilo. Bojčo Trojč. Na vrtu sta živela prijatelja polža. Eden je imel črno, drugi pa progasto hišico. Nekega poletnega jutra jima je bilo dolgčas in sta rekla, da bosta tekmovala, kdo prej prileze do velike solate. Za nagrado bo lahko zmagovalec to kraljico solat kar sam pojedel. Da bo tekma poštena, sta za sodnika določila slepca. Slepca? To te vendar nič ne bo videl. Ni tisto, kar misliš. Slepec je žival, poglej, takole izgleda. Pozor, pripravljeni, štart, je zaklical slepec. In že sta se izstrelila. Črni se je pognal na vso moč in takoj prehitel progastega. Kaki 2 uri je vodil za 1 meter, a postajalo je vroče in k podnevu se je utrudil. Progasti je opazil, da črni popušča. Začutil je priložnost in ga v enem od ovinkov prehitel. Tekla sta že 5 ur in progasti še vedno vodil. Vendar mu je bil črni tik za petami in ga je slednjič tudi ujel. Ko sta bila poravnana, je imel progasti smolo, saj je na poti naletel na vejice. Veliko moči je izgubil, da jo je preplezal. Bolje bi bilo, če bi šel naokrog. Ko je progasti že mislil, da je vse izgubljeno, pa se je črni spotaknil ob kamen in se prevrnil na hišico. Priteči je moral slepec, da ga je zvrnil nazaj. Zdaj sta bila spet v štric. Le kdo bo zmagal? Večerilo se je že. Prileteli so majski hrošči in opazovali tekmo. Dajmo črni, so navili eni, drugi pa dajmo progasti. Tekmo so prišle gledati tudi mravlje, ki so ravno kar končali delo. Navijale so: progasti, progasti, vedno boš prvi, črni, črni, nikar se ne obrni. Progasti, progasti, vedno boš prvi, črni, črni, nikar se ne obrni. A navijanje ni pomagalo ne enemu, ne drugemu.
Polža sta upehana obstala na pol poti. Bila sta pregreta ter strašansko žejna in lačna. Slepec jima je prinesel vodo, mravlje so jima od kraljice solat prinejašale sveže liste in majski hrošči so ju hladili s svojimi krili. A črnemu polžu taka terapija ni pomagala. Bil je povsem izčrpan in se niti premakniti ni mogel. Prišli so reševalci in ga naložili na nosila. Jutri bova nadaljevala, je na poti v bolnico črni polž zaklical progastemu. Glej, da boš že jutri takoj zgodaj na startu, mu je izziv vrnil progasti. Tako se je končal prvi polčas polžjega teka. Nadaljevanje pa z nestrpnostjo čakamo. Bojčo, trojč. Točno tako je bilo. Dobro si povedal, Bojč. A čeprav razumem, zmagovalca nismo dobili in se bo tekma še nadaljevala? Res je, saj črnega polža še niso odpustili iz bolnice. V božec je staknil še pljučnico. Meni se pa zdi, da sta oba poraženca. Teči bi morali zato, da se bolje, ne slabše počutimo. Tudi to je res. Gospod progasti polž, hvala, da ste bili gost v našem studiu. Čakajte. Kaj pa je tisto tamle? Kdo pa je preluknil baziliko? Ste bili to vi, progasti? Jaz? Jaz že ne. Tečem. Še dobro, da hitro teče. Otroci, zdaj pa en krog, hitro kot polži, okoli vaše hiše ali bloka. In ne pozabite mi napisati. Adijo! Adijo! Bojčo, trojč.